Pred dnevi je pri Mohorjevi družbi šla vaša knjiga Ohranimo kozolec. Kje ste našli navdih za to pisanje? Ta navdih se najdu v svoji okolici, kajti živim v okolici Ljubljane in tukaj je še zelo veliko kozolcev in toplarjev. Navdih pa izhaja iz tega, ker kozolc in toplar propadata, posebno kozolc. In ob tem propadanju sigurno propada tudi prepoznavnost Slovenije. Namreč, če nekdo pravi, da je prepoznavnost Slovenije gorenjski nagelj, ali kaj podobnega, to ni res. Gorenjski nagelj je samo na Gorenjskem, Noša je primorska, svojevrstna in tudi druge so svojevrstne. Kozolc je pa neka obče slovenska prepoznavnost in seveda, ker živim v tem kraju, ker je tega veliko, veliko podrtega, veliko polomljenega, sem pač rekel, da je treba to slovensko prepoznavnost ohraniti. Katerim bralcem je ta knjiga namenjena? Ta knjiga je namenjena vsem Slovencem, ne samo podeželju ali pa kmečkem prebivalstvu. Vsem inteligenci in neinteligenci, kajti to, kot sem rekel, to je slovenska prepoznavnost in noben drug predmet ali arhitektonska stvaritev ni tako prepoznavna, kot je kozolc. Namreč, Prekmurje nima kozolca, pa se ravno tako ponaša z kozolci, magar če ga nimajo v svojem bližini. In tako tudi vse slovenske pokrajine, tiste, ki ga imajo ali pa tiste, ki ga nimajo. Ta način pisanja je bil verjeten malo drugačen. Ja, sigurno. Sigurno je precej drugačen. Kajti šel sem v detajle in pregledal vse knjige in vse zapiske, kateri so bili napravljeni o slovenskem kozolcu. In moram reči, da sem se ga jaz čisto drugače lotil in sem šel v svoje detajle, zakaj kozolc in čemu je bil namenjen kozolc. In seveda, če je bil namenjen pšenici ali pa žitam, sem jaz moral tudi žita analizirati, kdaj so prišla na slovenska tla, kakšna so bila, kdaj so se razvijala, kdaj so prišla iz 5 zrnov v klasu na 64 zrnov in tako naprej in tako naprej. Skratka, je precej drugačen opis, ne samo opis kot arhitektonski spomenik, ampak mnogo več.